Čez nekaj dni se bodo začele prve predstavitve bolidov za sezono 2020. A porodilo se mi je zanimivo vprašanje, kje pa končajo tisti odsluženi bolidi iz prejšnjih sezon, in mnogi boste enostavno povedali, ja, v kaki zasebni zbirki, v kakem muzeju, kjer se na njih dobesedno nabira prah. A upam, da se vsi strinjamo s tem, da je mesto bolida, čeprav je lahko odslužen, le na progi. V muzeju so lahko tisti statični eksponati, tiste makete v merilu 1:1 in ne pravi bolidi. A poglejmo prvo, koliko jih je sploh na razpolago in kaj pravi pravilnik. Nekako sem ocenil, da jih na leto v povprečju ekipe naredijo med 4 in 6, izjemoma lahko tam tudi celo do 8. A vkolikor jih ne naredijo toliko, so imeli na drugih šasijah take nesreče, da so nekatere celo odpisali. In pravilnik, športni pravilnik, veleva to, da morajo ekipe imeti v lasti stare šasije še najmanj 3 sezone po tisti, ko so jih vzeli iz uporabe. In tudi uporaba teh šasij na progi ni dovoljena, razen če bi se imelo prav posebna dovoljenja. To pa zaradi tega, ker so še toliko aktualni, da bi lahko podatki iz teh šasij prišli prav pri razvoju sodobnega bolida. A imamo celo prvenstvo starih bolidov pod okriljem FIA. FIA Master Historic Formula 1 Championship. A tu se začnejo stvari malce zapletati. Namreč velja samo za atmosferske motorje do kubature 3000 kubičnih centimetrov, za bolide izdelane med letom 1966 in 85. In seveda, ker gre za dolgo obdobje, so tudi ti bolidi razdeljeni znotraj tega razpona v 4 različne kategorije. A zanimivo je, zakaj od leta 85 naprej pa nič. Seveda, turbomotorji so bili nekaj sezon, a lahko bi nadaljevali naprej z atmosferskimi. In začel sem malce razmišljati, prišel do zanimivih zaključkov, najprej tam, da nekje leta 83-84, predvsem pri Brebamu, so začeli s tem razvojem kvalifikacijskih motorjev. In tudi začeli so sestavljati set, kateri je bil pripravljen za hitro menjavo med samimi kvalifikacijami. Pripravljen motor z menjalnikom, hladilniki, cel set pripravljen samo za ga pripeti na šasijo. Tistega, ki so ga sneli, so ga enostavno zapakirali in poslali nazaj v tovarno BMW, kjer so ga pregledali, uničili, obnovili ali karkoli. No, nekje od tu se je začela navada, da so bili motorji v bolidih Formule 1 na leasing, posebej pri tistih manj premožnih ekipah. To se pravi, na koncu sezone je ekipi ostala le šasija. In mnogokrat se zgodi tudi danes, da vidimo na bolidu, kateri ima določena leta, da je vgrajen ali star Cosworth DFV ali celo kak Mekakrom motor, kateri atmosferski lahko sploh ni prave konfiguracije za tisto, kar smo videli na progi, a nekako dovoljuje tisti šasiji, da nekako krožijo okrog. A poglejmo si tisti vozniki, kateri so imeli srečo, da so jim podarili ali da so kupili svoje bolide Formule 1, kaj počno z njimi. Znana je slika hiše Nelsona Piqueta, kjer vidimo njegov Williams V11B, ki visi na steni. Ne kroži, nabira prah na steni njegove dnevne sobe in po mojem niti nima motorja, kajti bilo bi presneto težko. In spomnimo se Mika Schumacherja leta 2017, kako je v Spaju popeljal nekaj krogov s starim Benettonom B194, katerega je vozil njegov oče Mihael. Pripeljali so ga iz muzeja, ogromno truda je bilo vloženega v to, da so ga sploh zagnali, in ja, odpeljal je nekaj krogov in bolid se je zopet vrnil v muzej. Kar je lahko tudi pričakovano, a bolid ni bil narejen za to. Zanimiva zgodba je tista okrog bolida Marka Webra. Dobil je udar strani Red Bulla, šasijo RB6/03. Izjemno pomembno zgodovinsko šasijo, na kateri je zmagal Weber, pa tudi Vettel. V popolnem stanju, restaurirano na tisto stanje, katerega je bilo na veliki nagradi Velike Britanije. Kolega ga je vprašal, če bi ga lahko en dan zagnali, da bi videl to zadevo, kako izgleda. A problem je bil v tem, da mu je Weber povedal, da rabi najmanj 15 tehnikov, inženirjev strani Renaulta, da bi jim kaj takega uspelo.
in da sam nima volje se s tem ukvarjati. In verjetno bo ta bolid končal v muzeju v Silverstonu, ko bo ta obnovljen. Res spet zgodba o tem, kako bolid ne bo opravljal svoje funkcije. A zgodovinsko pomembni bolidi so imeli še bistveno hujšo usodo. Vsi se spomnimo ekipe Browna in njegovega bolida BGP 001. Jenson Button je celo tisto zmagovalno sezono odpeljal v šasiji številko 2. In ta šasija je bila po prevzemu z Mercedesa prebarvana v Mercedesove barve, uporabljali so jo za promocije nekaj let. Šele kasneje je Ross Brown jo dobil nazaj in komaj restavriral v tisto prvotno stanje in z njim so se pokazali na festivalu hitrosti v Goodwoodu. In seveda ne smemo mimo Jodija Scheckterja, on ima kar nekaj svojih bolidov Formule 1 in z njimi tudi hodi okrog, jih vozi, dela demonstracije, videli smo ga pred kratkim. A kaj? Vsi njegovi bolidi so bistveno pred letom 85, tako da nima velikih težav ne vzdrževanjem, ne zagonom in tako naprej. Adrian Newey, vsi ga poznamo, vemo, da je enkraten inženir in zna voziti tudi bolid Formule 1, sodoben, star, karkoli. In tudi on ima v lasti bolid Formule 1 in ni Red Bull, ni McLaren, ni Williams ali March, temveč Lotus 49 z leta 1968, šasija številka 8. Zakaj? Ker se z njim lahko zabava in ga lahko sam, kadar mu je to volja, pelje na progo. In na koncu še zanimivost. Povedal sem, ekipe morajo zadržati te stare šasije še tam 3 leta ali celo več. No, spomnimo se v sezoni 2019, kako je mali navijač Lewisa Hamiltona, kateri je bil žal smrtno bolan, si zaželil, da ga odbišče njegov junak, mu pisal ganljivo pismo. Lewis Hamilton je reagiral, mu poslal pokal, z Mercedesa so mu pripeljali domov bolid Formule 1. Mali navijač je bil presrečen, a za nas zanimiv podatek, kaj so mu sploh pripeljali na dom. Nadaleč je zgledal Mercedes 2.10 iz sezone 2019, a v resnici ni bil. Namreč, če pogledamo malce poblizu, kako izgleda ta bolid, če pogledamo njegov nosni del, njegove vstopnike, vidimo, da je na las podoben Mercedesu 2.08, katerega so zamaskirali, da je izgledal aktualen bolid iz tiste sezone. In seveda, tudi to je ena izmed usod teh odsluženih bolidov. Uporabljajo jih za razne demonstratorje, za statične elemente, predelajo jih, lahko celo uničijo samo zato, da jih uporabijo za take promocije in na koncu ne služijo več svoji vlogi. Sicer ne kritiziram, kar so naredili pri Mercedesu, izjemno pohvale vredna akcija, a videli smo, kot končajo tudi lahko odsluženi bolidi Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.